Zala, pozdravljena. Živjo. Dobrodošla nazaj. Ja, hvala lepa. Kakšni so občutki? Moram priznati, da mi kar malo srce razbija. Takoj, ko stopiš sem noter, me kar prežene adrenalin. Zdaj, če bi izpostavila nek trenutek v Masterchefu, ki si ga doživela, kjer bi bil tisti, ki te je najbolj zaznamoval? Sigurno na začetku, prvo kuhanje, potem tisti prestop v top 10, tisto je kar... Je nek menik. Je menik. Mogoče to, da ne izpadeš prvi. Je boleče to. To smo si vsi želeli. In pa seveda na koncu je pa zmaga bila tista. Povej mi, koliko časa si v bistvu rabila, da si sploh sprocesirala to, da si se zavedala, da si zmagala? Jaz sem rabila ogromno časa. Mislim, da več kot en mesec, da se mi je vse sestavila, da je šla zgodba po delčkih, da sem na koncu prišla do tega, nekaj ti je uspelo, potem pa takoj naslednje vprašanje, kaj pa zdaj? Nekaj bi ti rad pokazal, pa mi boš v tem trenutku povedala, ko boš tole videla, kaj si doživljala, kako si doživljala, pa kako na danes to gledaš. Dajva pogledati. Zala, jaz pa tebi za finalno sladico dam 9 točk. A so se vrali s temeni? Ja, kar pecina po koncu. Še pri meni so šle gor. Tako, kot ti tudi jaz zdaj to podoživljam. Ostala si 9. zmagovalka. Ja, to se mi vedno, še kar se mi smeji, ampak moram priznati, da tega že ful časa nisem videla, tako da že od zadnjo oddajo sem pogledala in pol noč, tako da zdaj mi je pukarovno. V bistvu 2 leti zdaj nisi tega nič več videla. Ja, ne moram verjeti. Zvoli pokal, dvigam ga visoko, samo tvoje. Povej mi v tem trenutku tle, ko si dvigal na pokal, kaj ti je šlo vse po glavi? Jaz mislim, da nič. V tistem trenutku si v nekem transu, še kar se spomnim, da ne veš, kaj se je zgodilo, ne veš, kako bi zdaj to sprocesiral. Si samo v enem trenutku in to je to. To se ne da opisati, razen če doživiš. Kaj so rekli sosede, ko si prišla domov? So pričakovali od tebe, da boš kaj pripravila piknik, da jih malo pogostiš, da vidijo, kako kuhaš? Ja, jaz sem na koncu izpolnila tisto obljubo, ko so me na začetku vprašali, kaj bom naredila z nagrado. Prva stvar je tako Dolenka, študentka takrat. Rekla, fešto bomo imeli, ja, in svojo imeli. Kako se te pa po temu spremenilo življenje? Kaj se je začelo dogajati? Začela so se odpirati res vrata, pa ne ena, druga, ampak nešteto teh vrat, da sem na koncu mogla biti kar včasih malo zberčna, kaj kako, ampak se mi zdi, da sem vsak izziv sprejela z nekim zanosom, z neko željo po še in predvsem po znanju, po nekih konstantnem razvoju. Kako si se pa soočila s prepoznavnostjo? Zdaj vemo, greš po cesti, ljudje so te prepoznali, otroci so zelo direktni, pristopijo zraven. Kako si to čutila, kako si se s tem spopadla? Jaz moram reči, da mi je bilo kar težko. Mačkar na začetku. Jaz sem zelo ekstrovertiran človek, ampak čutiš te poglede in ne veš, kako bi reagiral. Greče, to je ura z Masterchefa. Ja, vsi še petajo in potem sem bila že jaz na koncu. Vse lahko pristopite do mene, vprašajte me, kaj z veseljem odgovorim, z veseljem se slikam. Ne boste verjeli, še kar se to dogaja in sem tako vedno znova presrečena, da te ljudje prepoznavajo, da je še vedno ta interakcija, ampak ja, na začetku je pa to kar bumno. Enkrat imam zanimivo prigodo, sva šla s fantom po trgovskem centru, na polno sva se kregala, itak jaz temperamentna, pa pride na koncu, ko vstopa v trgovino, ena mamica pa me tako po rami potrapla, pa pravi, ko se lahko slika z vami, vas zasledujemo že celo pot do trgovine. Reka, super, in v tistem trenutku je fant stopil stran, jaz sem se slikala, pa sva šla naprej se kregati, tako da. Kakšne občutke ti zbudi ta prostor? Danes si spet po 2 letih stopila tukaj noter. Ne vem, kar podoživljam vsak ta pult, pečice, trgovina je tista, na katero se največkrat spomnim, ker doma nimaš vsega tega. No, glih to sem te hotel vprašati, ker tak izbor sestavin, ki je tukaj, jih doma res nimamo. In povej mi, koliko se splača v trenutku, ko si v tekmovanju, res izkoristiti, da se učiš in da izkoristiš vse te sestavine, ki jih imaš tukaj noter? Jaz vsakemu polagam roko na srce, če se odloči za to pot, naj izkoristi na polno. Res naj se v
tistem obdobju osredotoči samo in zgolj na to. Najprej gleda čisto vsako sestavino, ki se skriva v trgovini, vsak pripomoček. Kolikrat se spomnim na kakšen pripomoček, ki ga v svoji kuhinji nimam, pa pravim, v Masterchef kuhinji pa je bil, ne. Tudi ogromno sestavin sem lahko probala tukaj, jih spoznala, nikoli v življenju, mogoče si jih prej ne bi kupila. Veliko sestavin je tudi takih, ki so mogoče cenovno na višji lestvici, si jih takrat kot študentka nisem mogla prvoščiti. Se pravi, tukaj si imela vse možnosti, da si lahko napredovala in prišla do finala, zmagala na koncu in se veliko naučila. A se tudi kaj vseb naučila v tem obdobju? Seveda. Naučila sem se, da nisem tako šloh oseba, da lahko presegam meje, ki sem si jih prej mogoče postavljala. Predvsem pa še vedno to, da sem rada med ljudmi, da imam rada to energijo, da mi paše tudi ta adrenalin. Zala, najlepša hvala, da si se vrnila v to prečudovito kuhinjo. Najlepša hvala, da sva se lahko po 2 letih spet majčkeno pogovorila. Pa želim ti vse najboljše, veliko uspehov še naprej. Hvala in enako in se že veselim 11. sezone. Jaz tudi. Šola kuhanja je odprta. Glejte novo sezono Masterchef Slovenija.